Kdaj si začutila, da bi želela študirati psihologijo in delati kot psihologinja? To je že od otroštva taka zgodba ali ne? Ne, jaz sem celo svoje otroštvo in celo mladost in tudi svoje celo najstništvo govorila, da bom zdravnica. In to je bila zelo moja močna želja, zelo intenzivna. Vsa moja okolica je vedela, da bom jaz zdravnica. Potem sem pa v 4. letniku gimnazije naredila eno seminarsko nalogo o psihoonkologiji, se pravi vpliv nekih duševnih dejavnikov psihologije na razvoj onkološke bolezni in potem obratno, kot pomoč pri ozdravitvi. In mene je ta tema tako povlekla, se me dotaknila, da sem jaz en mesec pred vpisom na fakulteto doma rekla, ne grem medicino, grem psihologijo. In je bil kar mal šok, sicer kratkotrajen, in sem šla na psihologijo. Samo to izbiro sem imela, samo ta faks, nič drugega, nobene rezerve, bila sprejeta, takrat so bili še sprejemni izpiti in če bi danes ponovila, bi še enkrat šla v psihologijo. Ja, taka zgodba res, če pa lahko gremo v ta temo o psihoonkologiji, ali se da nekje prebrati ta informacijo, katero si omenila ali ne? Seminarska naloga ne, se pa da prebrati na spletu, ker je pač javno dostopna moja diploma, ki je bila tudi iz tega področja psihoonkologije in je dobila tudi Prešernovo nagrado. Wow. Ja. Ko sem šla na onkologijo, pa sem povedala, da bi želela to temo obdelovati za magistrsko nalogo, mi je takrat psihologinja rekla, veš kaj, Mateja, rak dojke in ženske, se pravi, ta tematika je bila že zelo velikokrat obdelana, raziskovana, bi ti predlagala eno drugo temo in mi je predlagala moške in rak mot, se pravi rak testisov. Tako da sem potem imela moško ciljno skupino in to onkološko bolezen in je bila očitno prepoznana kot tudi zelo dober doprinos in bila nagrajena s Prešernovo nagrado fakultetno. Ja. Ampak ni potem mene pot zapeljala v to vejo, se pravi bolj v klinično psihologijo, ampak v zdravstvo, ampak čisto drugam. In kako, če nasplošno vprašam, kako pa naše stanje vpliva na naše zdravje? Zelo, vso stanje, ves naš psihološki, psihofizični, nevrološki ustroj, vse je povezano, vse vpliva na zdravje. Zadnja leta veliko bolj spoznavam ali pa čutim oziroma vidim tudi pri klientih ali pa na delavnicah, kako pomembno je, da je naš živčni sistem pomirjen, da je s tem povezano vse. Se pravi, bolj ko smo mi mirni, bolj bo to dobrohotno, dobrovoljno vplivalo na nas, na naše odnose, na naše zdravje, na naše delo, na naše ideje, na vse. To me zelo, zelo, zelo zadnje čase zanima in temu se kar dosti posvečam. Kako lahko se pomirimo na splošno, kot svoj odnos spremenimo do življenja? Ni tako zoprno vse sprejemamo. Jaz največkrat rečem ljudem, da sami pri sebi morajo malo testirati, malo raziskovati, malo razmišljati o tem in iskati načine, ker smo si res med sabo zelo različni. Kar mene pomiri, ni nujno, da bo tudi nekoga drugega. Prvi korak je po mojem zavedanje, čuječnost. Večkrat, ko se mi tekom dneva odklapljamo od avtomatskega delovanja, večkrat, ko se bomo zbudili, predramli, kaj pa zdaj jaz počnem, a sem zdaj mirna ali nisem. En konkreten primer. Pred prazniki sem šla jaz v bližnji nakupovalni center in takoj, ko sem prišla po teh stopnicah premičnih v ta nakupovalni center, sem začela ful hitro hoditi. Ritem neki si. Ja. In v trenutku sem se zavedla, čakaj Mateja, zakaj ti zdaj hitro hodiš? Mudi se ti ne? Okolica te je kar posrkala, ker so bili pred prazniki, vsi so hiteli, bila je gužva, ne rabim hitro hoditi, počasen korak. Se pravi, že s hojo, ker mi skozi nekam drvimo, brzimo, že s hojo sem, recimo v tem primeru jaz se pomirila, ne rabim, grem počasi. Ali pa recimo večkrat mi ljudje rečejo,
na delavnicah, recimo, ko se pogovarjamo o teh tehnikah umiritve, pomirjanja, pa rečejo, pa kam naj zdaj še jaz v svoj vsak dan dam te tehnike? Še to moram zdaj početi, a ne? In jaz takoj rečem, jaz vam zdaj takoj najdem male žepke časa, ko imate vi čas. Ko se peljete v službo, se pravi, smo mi v avtomobilu, največkrat smo sami. Ja. Tam je ena zelo lepa prilika, da ne prižgemo radia, da ne prižgemo poročil, da se vozimo v tišini in lahko naredimo kako čuječo vajo. Ali z dihanjem, ali kaj opazimo med vožnjo, ali kako se počutimo, kako, ne vem, čutimo zadnjico, hrbet, pas, varnostni, roke tukaj. Ogromno nekih takih trenutkov v vsak danu, ampak mogoče ne znamo, nekdo nas bi mogel spomniti in je to res trening, čim več pomirjanja v svoj vsak dan in bo veliko lažje. Torej, zato, da nas splošno se pomirimo, čim bolj pogosto si vzamemo kak trenutek, pa naredimo kako vajo za čuječnost in samo bomo sami s seboj, mogoče, če tega se navadimo, potem pa to bo pomagalo na splošno se pomiriti. Sem prav razumela? Točno to. En zelo dober izraz je zelo uporablja. Mi se moramo navaditi. Če naši možgani niso navajeni tišine, miru, da ne delamo, da smo sami sabo, bojo kričali, joj, ne to početi, to je nekaj novega, nekaj neznanega, nekaj drugačnega. Če jih pa to natreniramo, vse vemo, nevroznanost, naši možgani so plastični, mal po mal, vsak dan nam bo vedno bolj prijetno, vedno bolj si bomo to želeli. Jaz sem 5 let nazaj, me je mož vprašal, Mateja, povej, kaj si želiš za konec leta, imaš kako željo, bi ti pač poklonil neko darilo. In sem jaz rekla, ja, želim se naučiti transcendentalne meditacije. Ker sem to slišala, da ta vrst meditacije je tudi znanstveno dokazano, res pomirja živčni sistem, dobesedno zmanjšuje našo amigdalo, in sem šla na ta tečaj in to je bila res ena najboljših investicij možnih v sebe, v svoj mir in na drugi strani v svojo moč, ker ko smo pomirjeni, lahko največje stvari naredimo, nam pridejo na misel. Jaz sem potem tudi učitelju rekla, se pravi na koncu tečaja, da ne vem, če meditiram prav, zato ker se mi dogaja, da tekom meditacije dobim tako dobre ideje, in rekel, in me pomiril, ne, Mateja, vse je v redu, meditiraš prav. Očitno te ideje spijo tako že blizu zavesti, da ko ti se res pomiriš, pridejo potem na plan. Tako da jaz to bi res priporočala res ljudem sem, da razmislijo, kateri način pomirjanja je za njih najboljši. Za nekoga to vrtnarjenje, za nekoga je to pletenje, kvačkanje. To je za vrtnarjenje. Ja, za nekoga je to ukvarjanje nekaj z rokami, za nekoga je to branje, za nekoga je to meditacija. Če pa se zgodi kakšna situacija, ki nas kar da ven iz cone udobja. Nekaj slabega se je zgodilo in človek takoj si začuti kak stres. Kako lahko se pomiriš v trenutku hitro? Pa najhitrejša tehnika. Še vedno je to tabletka, ki jo vsi nosimo s sabo, ki nam je na voljo vsak dan in ki je zastonj, je dihanje. Dihanje, se pravi zadnje raziskave, predvsem iz nevroznanosti, govorijo o fiziološkem vdihu. Se pravi, to je takšno dihanje. To je 2 kratka vdiha, intenzivna, in en globok izdih. Se pravi, torej 2 kratka in 2 kratka skozi nos vdiha in en dolg izdih. Se pravi, to večkrat ponovimo, parkrat, in je to najkrajša pot do pomirjanja. Jaz to včasih naredim, se pravi, kot sem že rekla, v vožnji. Vožnja je en tak prazen prostor. In se mi je že zgodilo, da sem prišla kam na kak sestanek, pa so mi rekli, joj, Mateja, ti si tako mirna. Pa jaz vse, ja, sem v avtu naredila par vdihov. Najlepša hvala za te super rekomendacije.
Zakaj nasplošno človek bi potreboval svojega terapeuta, ali to je kot obvezno ali zaželeno za vse, ali samo za nekatere ljudi? Malo tako več. Ljudje smo si med sabo različni, to smo danes že večkrat povedali, a ne? In jaz mislim, da je zelo fajn, če čutimo, da ne zmoremo več sami, da nimamo neke podpore v svoji bližnji okolici, da so težave postale tako težke, tako velike, da ne zmoremo nekega normalnega funkcioniranja, da te težave vplivajo na naš vsak dan. Ali pa če se je teh težav nabralo tako veliko, da sploh ne vemo, kje bi začeli. Ne? Se mi zdi ta podpora psihoterapevtska zelo dragocena. Danes res psihoterapeuta lahko najdemo na različnih portalih, povprašamo okolico, če ima kdo kakšne dobre izkušnje. Tudi zdi se mi dobro, ker ni več tak tabu psihoterapija. Ne? Par let nazaj je to še kar bilo, ampak se mi zdi, da je s koronskim časom to zelo se znižalo, ta tabu poiskati si psihoterapevtsko pomoč. Nažalost je pa tudi težav več, tako da sta tukaj dva glavna dejavnika. Malo je manj tabuizirano to področje, pa tudi težav je več. Tako da, ja, se mi zdi poiskati pomoč je tista moč, v bistvu, ne, ki jo en posameznik izraža, ko gre na pogovor k strokovnjaku. A kako pa lahko si izberejo psihoterapeuta? Kakšne mogoče nasvete, ali se testirajo, ali lahko si spremenijo psihoterapeuta tekom terapij, kako hitro to se da narediti? Se pravi, zelo dragoceno je, če imamo priporočilo, a ne, čeprav tukaj ni nujno, če je recimo naši prijateljici ustrezala ena terapeutka, da bo tudi nam. Pomembno je tudi, da malo razmislimo, a želimo, se pravi, v teh pogovorih s terapeutom, da se želimo osredotočati bolj na trenutne težave, na sedanjost in na neke strategije za naprej, a želimo reševati neka dogajanja, ki so se zgodila v preteklosti, neke vzorce, ki se nam ponavljajo. Obstajajo tudi različni vprašalniki, ki nam pomagajo, a ne, katera vrst psihoterapije bi bila primerna za nas, ker teh modalitet je več. Tukaj so ljudje mogoče najbolj zgubljeni, a ne, katera modaliteta, katera smer bi bila za mene, ampak načeloma raziskave kažejo, da je ključen odnos, ne to, katero modaliteto bomo zbrali, ampak res ta odnos. In tukaj je fajn, če mogoče začutimo mi pri terapeutu, da nam ta prvi, ki smo ga izbrali, ne ustreza, da nismo čist nekako, ne počutimo se varno, udobno, sproščeno, da iščemo naprej, da damo še kakšnemu terapeutu možnost, njemu in sebi. Ta zaupljiv odnos je tukaj ključen, ne? In ta zdravi, ne modaliteta sama. Pri moj psihoterapevt kar veliko terapeutov. Ja, mislim, da je trenutno z nami sodeluje okrog 120 terapeutov. Če smem vprašati, kako je prišlo do ideje moj psihoterapevt portala? Ja, se pravi, 10 let nazaj, ne vem, a je to naključje, a je to usoda, a je to neka spontana zadeva. Jaz sem razmišljala, kako bi povezala, se pravi, psihologijo in digitalni svet. Hkrati je pa obstajala skupina programerjev in računalničarjev, ki so tudi razmišljali, kako bi, se pravi, to psihologijo nekako digitalizirali. In moja prijateljica je bila, kaj je to, presek, stična točka, ki je vedela za mene, o čem razmišljam, spoznala tudi to ekipo, nas povezala. Mi smo videli, da nekako enako razmišljamo, imamo neke iste vrednote. In smo šli v en drug projekt, ki pa ni nekako uspel oziroma zaživel. Potem smo pa razmišljali, se pravi, o tej drugi ideji, kako povezati terapeute na eni strani in kliente, ki iščejo terapeute na drugi strani. In smo konec leta 2016 smo povabili 3 terapeutke, ki smo jih osebno poznali, a ne, v tak nek pilotni projekt, dajmo mi poskusiti. Smo naredili tako zelo basic spletno stran. In zelo hitro, v roku enega tedna, 10 dni, so se pojavila prvi odziv, prva povpraševanja. In smo mi videli, se pravi, tole je kar resna zadeva, je potreba na trgu. In potem počasi gradili, koronski čas je zelo zamajal
se pravi nas, predvsem v to dobro smer, da so ljudje spoznali, kaj je videoklic, ker do takrat, do korone, je zelo malo ljudi vedelo, kaj je to videoklic. Mi smo na spletni strani mogli povedati na videoklic, kako se to povežeš, kaj to pomeni, kako poteka. Na drugi strani pa potem tudi teh težav bilo več. Ljudje so bili osamljeni, bile so stiske. Je dobesedno eksplodirala takrat ta potreba in potem je enormno naraščalo in število terapevtov, ki so se želeli priključiti, biti del te skupnosti, in klienti, ki so potrebovali to pomoč in na tak način, na takem portalu lažje našli. In z isto ekipo še zmeraj sodelujete? Ja, ekipa je ista, seveda večja, mislim, da nas je okrog 10, ki delamo na tem projektu, in to je tudi največja dragocenost. Mi se zelo dobro razumemo, zelo smo različni profili, od psihologov, psihoterapevtov, računalničarjev, tehnične podpore, tako da en tak res dober miks in različnih pogledov, kar je zelo dobro, da imamo različne poglede, da se dopolnjujemo, da nismo vsi enaki, isti. Mogoče nekdo bi si želel ustvariti kak poslovni odnos s potencialnimi partnerji, ampak ne ve, na kaj sploh lahko, na čemu to lahko se temelji. Človečnost bi tukaj še dodala, se mi zdi tudi zelo pomembno. Se pravi, da smo mi, kljub temu, da je to digitalni svet, pa neka digitalna skupnost, smo vseeno zadaj mi ljudje. Se pravi, ta človečkost, ta prijaznost, dostopnost, želja pomaga, to se mi zdi, da je pomembno tudi zelo ohranjati. Ali v B2B segmentu, se pravi sodelovanju s podjetji ali pa s posamezniki. Občasno ženske ali so pametne ali so lepe. Ti in si lepa in si pametna. Hvala. Kaj ti pomaga imeti ta bilanco? Meni je ravnovesje zelo, zelo, zelo pomembno. In če bi me kdo vprašal, kaj mi je najbolj pomembno, bi rekla to, ravnovesje življenja. Ker če imamo ravnovesje, v bistvu imamo vse. Je vse nekako prav. Jaz se zelo, zelo vračam k osnovam. Se pravi, da je spanje urejeno, da je hrana, da skušamo čim bolj uravnoteženo se prehranjevati, da so odnosi prijazni, podporni, da je gibanje. To so osnove in to mi je zelo pomembno in zelo branim te stebre, se pravi spanje, pa mi ne ratuje vsak dan ali pa vedno, ampak res zelo branim svoj spanje, zelo branim svoje odnose. Jaz sem zelo aktivna prijateljica. Imam 10 zelo dobrih prijateljic in jaz aktivno skrbim za njih. Jih pokličem, se dobivamo, se pogovarjamo, se podpiramo. Je tudi prijateljstvo delo, se ne zgodi kar tako. Gibanje se mi ne da, ampak vem, da je pomembno, sploh po 40. letu. Se potrudim, iščem, katera vadba je za mene, kater čas v dnevu, kater prostor, in pa tudi hrana. Tukaj so največji izzivi, se mi zdi, ker prehranjevanje je zelo kompleksna navada. Jaz se z navadami dosti ukvarjam. Prehranjevanje je zelo kompleksna navada. Prvič moramo mi poznati principe, vedeti, imeti recepte, potem je treba to kupiti, potem je treba to pripraviti, in potem še pojesti. To je zelo kompleksna navada. No, tukaj imam največ, se mi zdi, razmišljanja, izzivov. Skratka, te osnove dajo pol neko ravnovesje. In na koncu tudi delo. Če imamo še pa delo, ki ga imamo radi, ki nas navdušuje, je pa to še potem tista največja nagrada. S teboj je zelo prijetno pogovarjati, res imaš harmonijo. Ali prav razumem, da pomaga ta nasplošna pomirjenost, pa to, da ohranjuješ svoje stebre, recimo spanje, odnose, torej neko ravnovesje v življenju,
To ti pomaga imeti tak harmonični vtis ali obstaja še kakšen recept? Ja, meni so zelo blizu tudi naše misli, se pravi, kako mi razmišljamo o sebi, kako močen je ta naš notranji kritik. A ne? In tudi, ko sem spoznala, kateri so moji notranji kritiki, a ne? Jaz sem imela dve te kritičarke znotraj sebe, oziroma še vedno imam, ampak zdaj jih znam postaviti v kot, da sta one dve bolj mirne in tihe. Zelo sem imela perfekcionistično neko osebo v sebi, a ne, ki me je silila v popolnost. In na drugi strani notranjo kritičarko, ki je želela, da je vse narejeno hitro. Se pravi, perfekcionistično narediti dobro in narediti hitro pa ne gre. Ni mogoče. In je to še dodatna tenzija bila znotraj mene. In ko sem jaz to spoznala, moram umiriti tole notranjo šefico, se pravi, dovolj dobro je tudi že dobro, ne pa perfekt. In pa ni meni treba tako fejs hiteti. Tukaj imam še izzive s to hitrico. A ne? Se pravi, lahko naredim zadeve bolj počasi, bolj umirjeno. Tudi pri govoru, jaz zelo hitro včasih govorim, a ne. Lahko grem bolj počasi, hodim in zavestno umirjam te dve. In je zelo zanimivo je na delavnicah, recimo, ko imamo misli, kako narediti misli bolj prijazne, bolj podporne v tem času, a ne, ki je zelo neprevidljiv in lahko zastrašujoč, sploh če gledamo veliko novic. Ljudje se zelo zabavajo, ne, ko po tem testu, ko naredimo en kratek test, imam, da ugotovijo, kateri so ti notranji kritiki in potem, da vsi perfekcionisti dvignemo roke in vsi tisti, ki morajo delati trdo in tisti, ki ne smejo kazati čustev. A ne. Ljudje imajo radi te teme, vidim, te psihološke. Ker to vsaj nam pomaga sebe začutiti in živeti. Ja. Spoznati sebe, pa spoznati tudi druge. A ne? Jaz potem bolj razumem, zakaj se z eno sodelavko mogoče imamo skozi neke konflikte. Zato, ker je nepomembno, da je narejeno hitro, meni pa pomembno popolno. A ne? In potem ne gre skupaj, ker jaz zavlačujem, delam vedno več, pa še popravljam, preverjam, analiziram. Ona bi pa želela, pa dajmo že oddati včeraj ta projekt. A ne? In če to razumem, pri sebi pa pri drugih, je potem lažje, manj stresa, ne, si povzročamo. Kot neko ozaveščanje. Kot neko ozaveščanje. Ko sva se zmenili prej ob intervjuju, si rekla, da zdaj so praznike, je čas za počitek. In to ni tako pogosto dobiš pri ljudeh tako sporočilo, ker kot si bojimo si vzeti počitek, kot moramo vedno delati in to je socialno sprejemljivo, da smo deloholiki, ampak to je tudi bolezen neka vrsta. Kako si lahko najdemo ta ravnovesje, da si dovolimo počitek in nimamo občutka krivde zraven? Ja, to je kar težko. A ne? Sploh, če smo navajeni, skozi je treba delati, skozi morajo drugi videti, da delamo. A ne? Jaz sem, enkrat mi je rekla ena gospa, stara že čez 70 let, a ne? Je rekla, da živela je z bratom, starejšim, je rekla, in če je slišala, da on prihaja domov, se je takoj dvignila s kavča, ne? Da oni ne sme videti, da ona sedi ali pa leži. A ne? Se pravi, tudi na stara leta, a ne? Nas očitno ne sreča pamet. Meni se zdi ključno, da vsak res počiva oziroma izbere tisti počitek, ki njemu doprinese največ. Predvsem, da razumemo, kaj mi počnemo čez dan in kaj je zdaj antipol temu. A ne? Če smo mi skozi obdani z ljudmi pa z dražljaji, rabimo mir, tišino. Če imamo pri delu veliko miru in tišine, rabimo obratno, stike, da se napolnimo, a ne, s to energijo drugih ljudi. Potem pa čim bolj delati na tem, a ne, da se operemo te krivde, fomota, kaj vse bomo zamudili, če bomo počivali, da nekako res uvidimo vse koristi počitka in da ne razmišljamo o tem, da takrat, ko mi počivamo, se nič ne dogaja, ker ni res. Takrat se telo zelo lepo obnavlja, celice se delijo, lasje rastejo, možgani spet se polnijo, a ne, z nekimi kapacitetami.
delo in počitek sta yin in yang, brat in sestra, mož in žena, plus, minus, a ne. In če to ponotranimo, je to zelo dober za nas. Tudi boljše delamo, a ne. Jaz sem tudi enkrat napisala en citat, mislim, da na LinkedIn, bolje, ko počivam, bolje delam. In je to res, a ne. Večina ljudi si vzame počitek, ko so že res čist obnemogli, čist utrujeni. In je zelo fajn, če ga vzamemo mal po mal, pa tekom dneva, a ne, kot mežik za oko. To sem tudi slišala od enega terapeuta. Počitek je kot mežik za oko, malo po malo in konstantno. Ja, to je tudi dobra navada. Ja, zelo lepa analogija, a ne, tudi mežikati moramo skozi, ampak malo po malo. In tudi počitek, dajmo si skozi svoje delo te majhne spremembe, a ne, ker počitek je sprememba. Če jaz sedim med svojim delom, je sprememba ta, da vstanem, da se sprehodim. Če veliko stojim, je sprememba ta, da se usedem. A ne? Odmor, počitek je sprememba. Tisto, kar ne počnemo tekom dela, moramo početi, ko počivamo. Ampak se mi zdi, da se o počitku vedno več govori, da počasi prihajamo, da si dovolimo počivati. Upam. Vprašanje bi želela več vprašati o tvoji osebnosti. Mogoče lahko poveš, kakšne knjige rada bereš, mogoče kakšna tvoja najljubša knjiga, zakaj pa je najljubša, ali nekaj najljubših knjig? Nekaj zelo rada berem. Za letos sem si zadala, da bom brala manj strokovnih pa psiholoških knjig, pa bolj romanov. Dobra knjiga, ki bi jo priporočala, mislim, da je Hvalnica počasnosti. Nas spodbuja k bolj počasnemu življenju, počasnejšemu delu, počasnejšemu prehranjevanju, počasnejšemu življenju na splošno. Zelo lepo se bere, je poljudno strokovna. Potem zelo všeč mi je bila knjiga Zakaj spimo, zato ker se mi zdi, da postajamo družba neprespanih ljudi, družba nespečnežev. Lani sem bila prvič na vikendu v tišini, se pravi v samostanu, 3 dni, tak nek odmik, a ne. In ko smo se potem pogovarjali, bilo nas je, mislim, da nekaj čez 20, na koncu tega vikenda, kaj je kdo tekom teh 3 dni tišine in počasnosti doživel, je ogromno ljudi reklo, končno sem se naspala. In meni je bilo presenetljivo, koliko ljudi je rabilo spanec, se je rabilo odmakniti od svojega vsakdana, da so se naspali. In se mi zdi, da je res nova epidemija nespečnežev in epidemija osamljenosti. A ne? To tudi beremo, ja, da to prihaja na plan. Kljub vsem povezanosti smo vedno bolj odtojeni drug od drugega. Se pravi, knjiga Zakaj spimo. Ko to knjigo preberemo, si bomo želeli spati še več. Vsaj jaz, ko sem prebrala vse koristi, tudi napisana zelo prijazno, zelo na lahkoten način, ampak res poudarja ta pomen spanca. Zdajle pa berem knjigo Telo si vse zapomni in mi je tudi zelo všeč, zelo me navdušuje in govori o tem, kako smo nepovezani s svojim telesom, ker smo skozi v glavi, skozi smo v mislih, kaj moram še narediti, kaj mi je nekdo naročil, kaj se je zgodilo včeraj, kaj se bo jutri, kaj vse imam, a ne, skozi neke sezname vrtimo v glavi in smo dobesedno odrezani od telesa. In ta knjiga nas opominja, da moramo več pozornosti dati na svoje telo. Kako se pa moje telo počuti danes? A ga kje kaj boli? A mi kaj sporoča? Ker telo veliko govori. Ampak mi ga slišimo šele, ko kriči, ko res, a ne, nas opozarja, ali preko grozne bolečine, ali preko neke tesnobe, ali preko nekih glavobolov. Tam je bila tudi zelo všeč. Našla bi še ogromno knjig, ampak zdajle se jih verjetno ne bom spomnila. Tudi od moje učiteljice logosinteze, Tine Bončina, obe knjigi, o izgorelosti in njena druga knjiga, A je to vse, kar je, so mi tudi zelo dragoceni.
Tak, za osebni razvoj. Ja. Za razmišljanje o sebi, kaj lahko mogoče še vključim v svoj vsakdan, ali pa kaj lahko dam stran. Ker zadnji čas se mi res zdi, da se zelo nas vse posod, se pravi, smo osredotočeni na to, kaj vse bi še morala dati v svoj vsakdan, kaj vse se še moram naučiti. Lahko obrnemo to razmišljanje, kaj pa lahko dam stran, kaj mi pa ne koristi več, kakšno razmišljanje, kakšno vedenje, a ne? Je lahko tudi ena pot. Ne samo, kaj vse moram dodajati, kaj lahko dam stran. Spet se vrnem na knjige pa na filme. Mogoče lahko poveš, kakšne filme tebe so zanimali, pa ali so navdihnili, ali tak ti dali kakšne misli zanimive. Zdaj bom povedala eno smešno stvar. Tako kot po eni strani so mi zelo všeč neameriški filmi, globoki, s kako psihološko vsebino. Taki filmi, da na koncu obsedim na kavču ali pa v kinu, pa rečeš, ojoj, a ne, ko te dobesedno da obsediš, a ne, s temi nekimi mislimi in čustvi, kaj sem pa zdaj jaz gledal. Taki filmi so mi všeč. In na drugi strani reality šovi, a ne, ki jih gledam s temi psihološkimi očmi. Zelo velika tudi v družbi hčerke, ki študira psihologijo, gledava skupaj, komentirava, ampak včasih je kdo na drugi strani, ko mu to povem, ful presenečen. Mateja, ti to gledaš? Ja, ker me ti odnosi in ta človeškost in te dinamike so mi zanimive, a ne, in jih pol malo tudi skozi tak tip formata televizijskega potem diskutiram ali pa razmišljam ali pa se s kom drugim pogovarjam. Tudi tu imaš bilanco, ne? Ja, evo, ful dobra opazka. Zelo me je pretresel film iz Lifa več let nazaj, Lomba lov. To je bil en film, ki se mi zdi, da je res za pogledati. Drugih pa ne vem, če bi še kak film zdaj izpostavila, ampak ta mi je zelo. Mogoče je bil prvi tak film, ki sem ga gledala na Lifu, tak najbolj res pretresljiv, poln preobratov. Samo bi rada še vprašala, ali imaš rada gledališče, kino, kaj takega ali... Ja, umetnost je tudi ena izmed pomembnih stvari, kjer se lahko mi spočijemo, napolnimo, a ne, gledališče, kino, glasba, koncerti, knjige. To tudi se mi zdi, da veliko ljudi izpušča ta segment, pa se mi zdi, da je zelo pomemben, ker mi lahko ob umetnosti drugih dobimo ideje, a ne, za svoje življenje, za svoje delo. Tako da sem zelo pridna ob 8. februarju. Zadnja leta, vsako leto z družino obiščemo nujno za 8. februar kako razstavo oziroma karkoli. Vem, da lani smo bili v šolskem muzeju in je bilo krasno, ker me je spet popeljalo v šolsko okolje, tabla z matematičnimi ploščicami. V 1. razredu smo imeli mi take ploščice in krogce barvaste. Tako da tudi gledališče, rada grem na predstavo, ki je spet povezana z psihologijo, a ne. Tudi kino. Samo spomniti se je treba pa iti. Najboljše v družbi kakšne prijateljice, a ne. In potem spet imamo 2 počitka hkrati, ta socialni počitek, a ne, druženje z nekom, ki nas podpira, ki nas bogati, in potem umetnost. Počitke lahko, a ne, združujemo, kombiniramo. Kaj sem dobila danes tekom intervjuja, da tako lepo sva pogovarjala, sem uživala, pa res ravnovesje bi podčrtala ta besedo, kot danes sem se ob tebi naučila tiste besede, da si moraš poiskati ta ravnovesje, da to je kot odgovor na marsikatera druga vprašanja. Ja, jaz bi pa mogoče dodala še to, kar sem tudi pri sebi mogla spoznati, a ne, da ravnovesje nam ne bo uspelo vsak dan, a ne, ampak če je tistih dni, kjer je ravnovesja
če tistih dni, kjer ravnovesje je več, je to že zelo dobro. Zelo utopično in zelo nahard ali pa zelo velik pritisk bi bil na nas, če bi mi pričakovali, da bo vsak dan v ravnovesju. Vsak dan bom zmogla telovaditi, vsak dan bom zmogla imeti normalen urnik glede dela, vsak dan bom se, ne vem, napolnila z drugimi ljudmi. Ni. Ne moramo to vsak dan. Ampak če se trudimo, da teh dni več, je to že ena zelo lepa kljukica in zelo velika lahko pohvala samemu sebi. Hvala ti, srca res. Hvala tebi, Nadja, bilo je tudi meni zelo prijetno.